dilem. Eno od teh je tudi, ali je v Sloveniji dovolj površin za tovarno sladkorja. Hkrati pa so kolegi iz Nizozemske predstavljali predvsem nove vidike procesiranja sladkorne pese. Tako da z veseljem pričakujem zaključke študije, ki jo izdeluje Mariborska fakulteta, prav tako pa tudi strokovne ekskurzije, ki bodo skupaj z društvom izdelovalcev sladkorne pese in našo poslansko pisarno organizirali konec septembra v Belgiji in na Nizozemskem. To tovarno si gremo prav pregledati in na koncu bo potrebno pač najti pametne zaključke, potem pa tudi korajžni in odločni ljudi, ki bodo od ideje zadevo spravili tudi k uresničitvi. Ja, eno je zagotovo denar, potem najti ljudi, ki bodo prvič predelovali sladkorno peso. Je povsod in vedno upozorjeno, da je pri naši zemljiški posestni strukturi, kjer smo zdrobljeni, zelo pomembno, da bo tokrat skupina pridelovalcev toliko resna in odgovorna, da bo v tej proizvodnji potem tudi vztrajala. Pri sami sladkorni pesi in pri teh produktih je v relaciji z ceno sladkorne pese možno tudi živeti s tem v dobrem in v slabem, kar pomeni v dobrih letih ustvariti večji dobiček tako za kmeta, v slabih letih pa tudi malce stisniti z zobmi, vendar vztrajati v tem proizvodnji, sicer pri na koncu tovarna produkcija predelava nič ne pomeni in je nima smisla zgraditi. Tako da to je eno od teh, mislim, da je velikih omejitvenih faktorjev v slovenskem prostoru, se pravi, da dobimo teh 7-8 tisoč hektarjev površin, ki bodo letno v kolobarju namenjeni sladkorni pesi in da bodo konstantno namenjeni. Od tam naprej pa mislim tudi jasnejši pogled Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da skupaj najdemo usmeritev, kajti sam sem prepričan, da bomo morali nekaj teh baznih kultur rastlin tudi predelati v slovenskem prostoru, sicer se nam tudi kmetijsko naslikanje ne piše dobro.